dobrodošli na odru Prešernovega gledališča Kranj. Kot rečeno, zdaj nagrajence že tradicionalno vsako leto povabimo sem v Prešernovo mesto, v Kranj. Letos že 8. leto zapored. Zato najprej k besedi vabim župana mestne občine Kranj, gospoda Boštjana Trilarja. Spoštovani minister za kulturo, gospod Peršak, spoštovani predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, drage Kranjčanke in Kranjčani, spoštovani gostje, dober večer in prav lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Kranj. Dobrodošli v Kranju, Prešernovem mestu, dobrodošli v Kranju, mesto kulture. Še posebej topel pozdrav pa namenjam letošnjim Prešernovim nagrajenkam in nagrajencem. Iskrene čestitke za vaše dosežke, za svojim delom, talentom ste se dvignili daleč na povprečje in prav vsem nam ste lahko za vzgled. Predlagam, da jim damo še en velik aplavz. Čestitam. Na kaj smo lahko danes na kulturni praznik v Kranju še posebej ponosni? Kaj je tisto, kar Kranj tako čvrsto povezuje s kulturo? Kar nekaj stvari je, na katere smo lahko ponosni. Ponosni smo, da vsako leto gostimo Prešernove nagrajenke in nagrajence. Ponosni smo, da imamo izjemno kulturno infrastrukturo in da je izjemno lepo vzdrževana. V preteklih letih smo kljub stiskam finančnim vložili v obnove, vzdrževanje preko 15 milijonov evrov. Ponosni smo, da imamo kar nekaj kulturnih in umetniških ustanov, ki niso samo lokalnega pomena, ne samo kranjske, ampak so regionalnega, gorenjskega ali pa celo nacionalnega, vseslovenskega pomena. Eno takih je tudi Prešernovo gledališče, v katerem smo danes, pa potem Gorenjski muzej, Galerija Prešernovih nagrajencev, Lajerjeva hiša, Prešernova hiša in tako naprej. Ponosni smo, da je današnji kulturni dogodek Prešernov Smen, ki privabi včasih tudi do 20.000 ljudi, bil tudi v finalu izbora za evropsko destinacijo odličnosti. In ponosni smo, da je v našem mestu živel in ustvarjal dr. France Prešeren. Lahko rečem, da kultura Kranju dodaja vrednost. Res dodaja vrednost v vseh možnih smislih. In če zelo poenostavim, če bi rekli, da bi bogatstvo družbe merili s kulturo, lahko rečem, upam si trditi, da bi bila Slovenija ena najbogatejših držav, Kranj pa eno najbogatejših mest. Uživajte v današnjem dogodku, pogovoru z nagrajenci, napolnimo si duše s kulturo in ker je v Kranju vsak dan kulturni dan, vas vabim, da ga čim večkrat obiščete. Hvala lepa. Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja za dosežke na področju umetnosti v Republiki Sloveniji. Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrado Prešernovega sklada pa prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih 2 letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice. Prešeren je imel rad vino. Rad si je natočil kozarec čistega vina. In mnogo teh kozarcev čistega vina je natočil tudi svoje poezije in nam jih zapustil in bodočnosti, bodočim rodovom zapustil v varstvo. Jaz si ne morem kaj, da ne bi tudi danes natočil kakšen kozarec čistega vina. Kakšne stvari bom ponovil, ampak mislim, da je vredno kakšne stvari večkrat ponavljati v teh naših gluhih časih. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, spoštovana kulturna publika mesta Kranj. Spet je napočil 8. februar, Prešernov dan, dan umetnosti, dan kulture in spet se nagrajeni umetniki srečajo s kranjsko kulturno publiko. Tudi tokrat pod okriljem Galerije Prešernovih nagrajencev.
Kranj danes slovi kot Prešernovo mesto, kot kulturno mesto, mesto z odlično galerijo, mesto s prelepo knjižnico, mesto z izvrstnim gledališčem, ki ga tudi jaz osebno kot režiser poznam. Poznam tudi vas, spoštovana publika, in iskreno mislim, da je kranjska, da ste vi pravzaprav ena najboljših gledaliških publik v Sloveniji. Slovenci danes v resnici niso naklonjeni umetnosti. Velika večina jih misli, da so umetniki priskledniki, da živijo na tuj račun. To vrstno stališče lahko prebiramo na spletnih portalih slovenskih medijev. Za takšno razmišljanje pa je seveda odgovorna predvsem politika, saj je prav ona tista, ki potiska umetnost na rob družbe. In državljani ji v tem sledijo, kot sledijo otroci staršem. Praznik kulture, Prešernov dan, ki so si ga zamislili takoj po drugi vojni, ko smo si, to si lahko priznamo, izvolili prvo obliko slovenske države, je dan, ki ga moramo še naprej slaviti in ko si moramo povedati tudi resnico. In resnica je, da na Slovenskem zadnjih 25 let z umetnostjo ne delamo lepo. Moramo si priznati tudi to, da sta umetnost in kultura pravzaprav vse, kar še imamo, in da je to edina garancija, da bo ta naš mili narod preživel. Slovenski narod se je v težkih trenutkih zgodovinskih preizkušenj zavedal, kako dragocena je poezija, kako pomembna je umetnost. Umetnost, slikarstvo, literatura, prevajalska umetnost, glasba, gledališče, arhitektura, strip. Vse to stoji na začetku naroda. So naš obraz, so naša duša. In zakaj je danes umetnost na Slovenskem kljub vsakoletni podelitvi Prešernovih nagrad odrinjena na družbeni rob, podhranjena, zaničevana? Umetniki pa životarijo in delijo usodo s prevaranimi delavci, upokojenci in brezdomci. Umetnost in kultura sta oblikovali naš narod. Kljub množici hitro rastočih nakupovalnih centrov, kljub neskončni količini cenene in primitivne zabavljaške kulture, ki nas vsakim dnem bolj obdaja in duši, ne smemo pozabiti, da je umetnost naš edini duhovni obraz in da moramo biti hvaležni neskončni domišljiji in kreativnosti naših letošnjih nagrajencev. Brez njih nas v resnici ne bi bilo. Hvala. Jaz sem tisti, ki ga je deloma nagovarjal pravkar gospod Vinko Möderndorfer, moj kolega sicer, in seveda ni edini, ki misli tako in ima seveda v veliki meri prav. Tisto, kar se mi zdi potrebno povedati, je pa vendarle nek razmislek. Drži, da kulturi danes ne cvetijo prijazni cvetove, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Kultura tudi reflektira svojo vlogo v teh novih zgodovinskih okoliščinah. Ljudje, ki sedijo tukaj, so znanilci tega novega samorefleksije kulture in njene najbrž do neke mere drugačne vloge. Drži pa to, kar je rekel Vinko Möderndorfer, da kultura ostaja vse bolj zadnji izraz samobitnosti, neke identitete in tudi vedno bolj edini medij dialoga z drugimi identitetami, z drugimi kulturami, z drugimi samobitnostmi. In zato je tako pomembna. In mogoče zelo veliko teže v svetu in tudi najbolj pri nas, pravzaprav ravno tega noče. In mogoče je del tega problema kulture danes povezan tudi s tem. Ampak ljudje, ki ustvarjajo tako kot naši sedanji nagrajenci in pretekli in prihodnji,
pravzaprav to stališče vsak dan znova poskušajo vreči s svojim delom in zaradi tega so toliko bolj vredni naše pozornosti in naše hvaležnosti. Hvala. Torej jaz najprej pozdravljam vse laureate in naj povem, da se bomo tikali. Če dovolite, z večino se že nekaj časa poznam, z nekaterimi sem prijateljica, z nekaterimi kolegica. Vse ostale pa občudujem že kar nekaj časa. In vem, da je njihovo delo bilo dobro veliko prej, preden so to prepoznali v kakšnem odboru. Rada bi ob tej priliki opravičila gospod Metko Kraševec, ki je tukaj z nami ni. Namreč mislim, da so bili včerajšnji večer in dnevi pred tem kar naporni za njo, tako da nas spremlja v duhu. To, kar zdaj slišite, je njena skladba, ki je zelo blizu, ampak to je skladba naše generacije, to je Amy Winehouse in Love is a Losing Game. Tako da sem prav ganjena, zaradi tega, ker imamo na 76 let, jaz jih imam nekje blizu 40 in poslušava isto glasbo. Predvsem pa vse te generacije vmes med mano in njo razumejo sporočilo tega komada. Ampak ne, da je ljubezen nekaj slabega, da je treba verjeti v ljubezen in če bi bila tukaj, bi bilo prvo vprašanje to, kaj sta si s Tomažem Šalamunom povedala na tistih latinskih piramidah in kakšne gobe sta jedla. So bile to svete, so bile nore in verjamem, da bi nam povedala nekaj zelo duhovitega. Tako da lep pozdrav Metki Kraševec. Gospod Aleš Berger, ker ste v isti generaciji, kako je bilo pa s tabo in svetimi norimi gobami, pivniki in vse te stvari, ki privzdignejo človeka v duhu? Je bilo kaj tega? Nadrealizem? Sem vedel, da mi bo Patricija postavila kakšno petardico. Nisem pa pričakoval, da bo to že čisto začetek. Hvala, zdaj smo upam končala se. Gobe se spominjam, da sem nabiral s svojima sinovama pa s prijatelji, da smo ločevali strupene od užitnih, da si je kdaj kakšno gobo spregledal in hodil okrog nje, dokler je ni mali froc našel in zavliskal. Ti si se pa temu veselju odpovedal. Pevniki so pa zanimivi, včasih bili v kriminalkah. Je nekdo popivnal eno pismo, ki ga je napisal in ki je bilo recimo zanj kompromitirajoče ali kaj takega, potem pa nekdo tisti pevnik našel in ga je niso ugledalo in je tisto skrivnost razvozljal. Upam, da ti nisem odgovoril, kar si pričakoval. Čeprav jaz imam na sumu, da si marsikaj popapal. Ko se pogovarjam s tabo, in to sem ti že nekajkrat rekla, imam pogosto občutek, da se pogovarjam z nekom, ki je zaslužen kot nekdanji osrednji slovenski knjižni urednik, da sem lahko prebrala nekaj 100 in več knjig, ki imajo zdaj slovenski prevod. Ne zaradi knjig samih, ampak zaradi potovanja do mišljije v druge dežele, kulture, razmišljanja, čutenja. Vseeno so to bili časi, ko ni bilo svetovnega spleta, ki nam danes omogoča bližnjice vseh sort. Kako danes gledaš na vse te kataloge in sezname knjig, ki so na naših policah v slovenščini, tudi po tvoji zaslugi, ker si ne nazadnje tudi majčkano človek seznamov? Ja, seveda ne morem reči drugače, kot da gledam z nekim zadoščenjem,
da če sem bil pač 30 let knjižni urednik, sem naredil toliko in toliko 100 knjig, od katerih me več kot za 3/4 ni treba biti nič naroden, ampak ravno obratno. Takrat je bilo seveda tega dostopa manj, veliko več smo uredniki sami iskali, nekaj seveda še se spomnili svojih študijskih časov, nekaj smo imeli kolegic in kolegov, ki so nas informirali o zanimivostih v tujih literaturah. In zelo smo si želeli prenašati avtorje, ki v slovenščini še niso bili poznani, zlasti avtorje 20. stoletja, in smo s tem, kot se je včasih rekel, zapolnili kar dosti prevodnih vrzeli. Zdaj so stvari morda malo drugačne. Eno je seveda ta velika ugodnost spleta, drugo je pa tudi malo nevšečno, kar je recimo neki teror lestvic, top lestvic, kar je teror tujih agentov, ki skušajo prodati komercialno literaturo, če se ga pa zaprosil, da ti priskrbi avtorizacijo za kakšnega tujega pesnika, te pa debelo pogledal, ker bo tam zaslužil sam 50 evrov, recimo. Ja, seznam oziroma spiska nimam knjig, ki sem jih kot urednik izdal, to bi se dal nekako rekonstruirati, ampak spisek knjig, ki so šle v zbirkah Kondor, Lirika, Zenit, Roman, in to je kar impozanten, in mislim, da če bi nekdo se moral odločati, kaj ga zanima, kaj bi bral, bi imel s tem kar nekaj dela in zadoščenja. Hvala. Ker si mojster besede, čisto da res si mojster besede, to lahko povem iz pogovorov, ne samo za časopis, tudi v kakšnih drugih priložnostih, da ti si kar zmisliš besedo in kmalu postane sprejeta. Naprimer, če dovoliš, sem nekaj si ukradla iz korespondence, nič, kar bi lahko bilo problematično. Naprimer, vem, da je tukaj v dvorani tvoj dragi prijatelj Ludwig Hartinger, imenitelj prevajalec in avtor. Recimo, tako si zapisal. S prijateljem Ludwigom obiščeva koncert klasične glasbe. Inštrumenti so občutljivi in izvajalci jih med skladbami kar naprej oglašujejo, po najini sodbi pretirano dolgo, kar malček samo všečno in zmeraj težje čakava, da bo mrcvarjenje strun in lokov konec. Ko se vrneva k meni domov, hitro stežem po steklenici vina in jo začnem odpirati. Ludwig pa zadovoljno reče: zdaj bova pa midva oglaževala. Še eno imam. Aprila prija Malvazija, maja točimo tokaja. Kaj bo aprila? Malvazija? Torej, ti si ene sorte Richard Barton slovenske besede. Razložim, zakaj? Lepo prosim. Richard Barton je bil valežanski igralec, imeniten, po mojem mnenju boljši od Olivieja, ker ni se sljal. Imel je imenitno dikcijo, predvsem pa je bil zelo dober v teatru, v Angliji, na Broadwayu, igralec na filmu, pel je Camelota, tako mimogrede. In ti vse to počneš z urednikovanjem, s prevajanjem in s pisanjem. Spoštujem tvojo asociacijo in sem hvaležen, ker vidim, da Richarda Bartona zelo cenim. Jaz ga pa nisem kaj dosti poznal in ne vem kaj dosti drugega o njem, kot da je igral v Sutjeski ali kje. Moji favoriti iz tistega obdobja igralski so bili morda kje drugje, ne. Na kateri? Ma kaj pa vem, kakšen Belmondo, verjetno. Francija. Belmondo, ne. Kakšen Sean Connery tudi. Dober v otroštvu, zanesljivo, kakšen John Wayne. Nisem imel tako, ne vem,
Delč od tega tudi, da bi se s kom primerjal ali pa da bi bil kdo kakšen idol, da bi želel tisti postati. Moji idoli so bili bolj junaki kriminalk, Perry Mason, Ellery Queen, vsi tisti, ki so razrešili primer na sodišču, ko je bil glavni obdolženi že tako rekoč obsojen na smrt, pa pride odvetnik pa reče, pa ni tako, bilo je tako in tako in tako in ta je kriv. To je bilo meni tako všeč, da sem nekaj časa se nagibal k temu, da bi šel študirati pravo, da bi razreševal umore na sodišču. Ampak preko ne, vsi današnji nagrajenci, se pravi gospe Lene, Tomaža in Vida, res ne poznam dobro, srečali smo se samo enkrat in bilo je zelo impresivno, ampak vsi ostali pa so tako ali drugače povezani z glasbo in tudi gospa Metka mi je rekla, da ona, če ne bi bila glasbe, nikoli ne bi postala slikarka. Zdaj, bi izkoristila bomo mogoče privatni moment v javnosti in povedala, da nisi bil zadovoljen z včerajšnjim DJ-jem po prireditvi v Cankarjevem domu. Ali si to celo tudi javno povedal potem? Ja, to ni privatni moment. Takrat so naju pač nagrajenko povabili v oddajo Odmevi in meni je šla že skozi, oprostite, tista glasba na živce. Jaz sem človek prejšnje generacije, jaz nisem človek diskotek. Jaz sem zelo rad glasbo v odmerkih in prilagojeno situaciji. In sem se javno pač nekako obregnil, kako more sredi Cankarjevega doma, ki ga imamo vendarle za hram kulture in na predvečer kulturnega praznika, delati tisto, kar bi moj prijatelj rekel, dubi, dubi, bum. Katera muzika je bila to, Boštjan? Kaj pa tole? Pa nisem jaz rolal. Nisi jaz. Kaj pa tole? Je boljš? Je boljš, ne? Ne veš, kaj je to. Ostani lepo in hodi bosa po prostranstvih dni. Preberi sina, ki ti med Moramo zmeraj nositi glasbo iz naše mladosti s seboj. Ti se nikoli nisi ločil, tudi Italijane, ki jih posluša zdaj, to je vse tvoja generacija. Ja, precej, ja. No, Tomaž Pangov je bil generacija, ne? Hvala za tale odlomek, to je zame tako čudovita pesem, ker mislim, da jo je napisal, ko se je razšel z dekletom in pravzaprav ga je dekle odslovilo. On pa napiše tako plemenito, darežljivo pesem, da želi vse najboljše v naprejšnjem življenju, ja. Ja, jaz sem ga rasel v eni kuhinji, kjer se je veliko poslušal radio in opere in vse to, tako da neko operno izobrazbo imam, kakor je takratni radio Ljubljana. Potem je pa mama po naključju hodila dosti v Francijo in je začela prinašati francoske šansone, sicer najprej bolj te komercialne, recimo Aznavourja, Montana, Edith Piaf, potem sem sam začel brskati med študijem, na letu na Brassensa seveda in te. In mi je ta žanr bil zelo blizu, tudi zato, ker sem bil tako vesel, da zmeri kaj novega razumem v tisti pesmi, ne. Potem sem se pa v enem obdobju, francoski šanson je tudi malo stagniral za moj občutek, sem se pa malo preorientiral na italijanski, pa na španski, pa recimo pred časom, zdaj ne vem, je bil Milan de Kleva tisti, ki me je upozoril na tega Gian Mario Testa, pa sam sem našel nekje El Haso de Sela, tisto čudovito
mehiško pevko druge generacije. Tako da pač to rad poslušam. No? To rad poslušam, da je zmeraj v zadnji tudi ena vsebina, ki jo lovim. Ne? Seveda pa zelo rad tudi poslušam program Ars, ki v glavnem vrti klasično glasbo. Danes sem jo neverjetno srečal ob 9. zjutraj, še malo v horizontali, poslušal krasen koncert s solistom Boštjanom Bombačem. Zdaj pa pozdravljam gospo Leno Krušec, Tomaža Krušca in Vida Korinčiča, ki so ekipa arhitekturnega biroja Krušec. Če sem prav se pozanimala, delujete že 15 let v tej skupini, Vid, ti si prišel malce kasneje. In naj povem, da ko sem vas nedavno obiskala v vašem ateljeju, je bil ta obisk zame nemajhno presenečenje. Pravo razodetje pravzaprav, kako sem prvič slišala, da mi nekdo govori o arhitekturi, mimo tega, da imam kar nekaj prijateljev arhitektov, ki mi kar naprej nakladajo o arhitekturi. Kaj je dobra arhitektura? Oziroma drugače bom vprašala. Te dni je umrl moj dragi znanec in sorojak Cvetan Todoro, s katerim sem se imela priliko nekajkrat srečati. Imeniten mislec in med drugim, ko sva se v nekem malem prepiru dajala, koliko zaupati in se približati razsvetljenskim idejam in koliko ne, mi je rekel, poenostavimo in pojdimo v antiko. Kar je dobro, je ponavadi tudi lepo. In ta občutek sem imela jaz tistega popoldneva, ko sem zapuščala vaš biro. Kar je dobra arhitektura, je tudi lepa. Torej, ne samo tista lepa, ki jo pogosto vidimo v medijih in je del arhitektov, ki jim gre samo za nekaj kričečega in nekaj bučnega. Kdo bo prvi, mogoče? Ja, jaz moram tudi priznati nazaj, da smo se prvič spoznali in to srečanje je bilo izjemno zanimivo, predvsem zaradi tega, ker ste nam postavljali vprašanja, ki jih drugače arhitektom ne postavljate novinarji. Pravzaprav vas je zanimalo bistvo našega početja in ne ta končna podoba arhitekture. Jaz bi tako rekel, živimo v enem zelo čudnem svetu, zelo vizualnem svetu, v takem hitrem svetu in jaz vidim pri študentih, naprimer, en fenomen, da pravzaprav je arhitektura, to, kar smo se pravzaprav mi, ko smo bili študenti, nekako borili, da bi bila prisotna v širši družbi, pravzaprav na vsakem koraku se je to danes zgodilo. Pomeni, vi z 3 kliki na telefonu pridete praktično do cele produkcije sodobne arhitekture. In če tudi mogoče to zgleda na prvi pogled kot nekaj koristnega, nekaj, kar bi lahko naši stroki doprineslo, jaz mislim, da je to ena ogromna nevarnost. Namreč arhitektura se, recimo ti mladi ljudje, pa tudi naša generacija, ki je malo starejša, je začela v določenem segmentu arhitekturo razumeti kot nek kolaž nekih že videnih podob, do katerih lahko dostopate danes zelo hitro preko teh digitalnih medijev. In jaz mislim, da se tukaj, kot sem rekel, skriva največja nevarnost. Namreč osebno menim, da je arhitektura daleč nad tem, kar je to. To je v bistvu ena tako hitra zadovoljitev nekih želja, gre za neko tako hipno, pomeni najlažje možna način, kako pridete do neke dopadljive, pa hkrati vsebinsko šibke podobe. In nas pravzaprav od vsega začetka takšna arhitektura ni zanimala. Namreč arhitektura, morate se zavedati, je neka umetniška zvrst, ki če pomislite, če samo malo pomislite, pravzaprav jo imate skozi pred sabo ali za sabo.
Praktično je arhitektura vedno prisotna v naših življenjih, ali se tega zavedamo ali pa ne. Če se spomnite katerikoli nek dogodek iz vaše preteklosti, če zelo dobro pomislite, boste se zavedali, da se je ta dogodek zgodil v nekem prostoru, torej zgodil se je v neki arhitekturi. Torej, jaz mislim, da je odgovornost arhitektov večja, kot si mi predstavljamo to na prvi pogled. Tako da, seveda, in mi v biroju praktično nikoli ne govorimo o obliki, to, o čemer nas sprašujete, namreč ta oblika je vedno neka posledica nečesa, ona vedno pride na koncu. Torej, arhitektura je kot v antiki ali kasneje v srednjem veku, renesansi, baroku, kakorkoli tudi danes, zavezana nekim večnim obvezam. Prva obveza je sigurno do prostora, kjer se nahaja. Torej, to je tisto vprašanje, ki si ga arhitekt mora postaviti. Hočeš, noče si mora postaviti vprašanje, kje ta njegova arhitektura stoji in kakšno navezavo tvori z okoljem, v katerega se umešča. Druga zelo pomembna stvar je seveda naročnik. Velikokrat lahko preberete, da je arhitektura najbolj uporabna umetniška, seveda to pomeni, da je pravzaprav arhitektura, ko zgubi svojo uporabno vrednost, je nesmiselna. Arhitektura je vedno mora biti uporabna. In seveda, ko se sklicujem na uporabnika, pomeni tistega človeka, ki bo to arhitekturo uporabil, govorimo o tretji, pa ne seveda zadnji, ampak da ne bom govoril predolgo, izjemno pomembni lastnosti arhitekture in to, da ona vedno vsebuje notranji prostor. Tudi trg je notranji prostor, če ga razumemo, da se nahaja med nekimi mejami, nekih fasad, nekih stavb. Pomeni, notranji prostor morate razumeti malce širše. Torej, arhitektura vedno pravzaprav ustvarja neko prostorsko vzdušje, neko vzdušje, ki ga napolni uporabnik. In to so stvari, ki so večne in če si do njih iskren, je pravzaprav oblika tista, ki je v bistvu samo neke vrste posledica vsega tega, kar sem vam zdaj skušal našteti. Tomaž je profesor na fakulteti za arhitekturo. Hvala lepa. Na tem obisku, na eno od mojih butastih vprašanj, mislim, da prav Tomaž, ali pa mogoče, je obrnil list, ko sem ga vprašala nekaj takega, kako se neka stavba dotakne tal, oziroma kako se naredi hiša, nekaj takega sem butala ven. In je obrnil list in kaj ste mi pravzaprav povedali? Da je treba jo dati v prostor. Ta list sem pozabila doma, po nesreči. Se lahko to ponovi, ker je bilo tako plastično, kaj je smisel arhitekture, oziroma lahko se vsak sam predstavlja, kako bi mu arhitekturni biro Krušec naredil hišo. Ni bilo čistko, ampak pogovarjali smo se o eni zelo banalni stvari, ki se mi zdijo po moje zelo pomembno, mogoče tudi danes osvetliti. Kako se neka stavba dotakne tal, oziroma kako je umeščena v lokacijo, tako ja? Ja. Zdaj lahko bi že spet tako po profesorsko vam govoril tukaj 5 minut, pa ne bom. Bi pa povedal en primer, ki sem ga tudi povedal vam. Namreč meni se zdi to, ko to enkrat spoznaš, ugotoviš, da pravzaprav se lahko iz preteklosti učiš na način, da ne prenašaš, kot smo se prej pogovarjali, oblik, ampak pravzaprav skušaš preko tega, da razumeš bistvo stvari, ustvarjati tudi danes, ustvarjati v času, ki ni enak v preteklosti in seveda pravzaprav nekako sporočati svoj odnos do časa in prostora, v katerem živimo, seveda na način, da pravzaprav se ozremo nazaj, da vidimo, kako lahko delujemo danes in seveda kakve posledice ima to za prihodnost. In razložil sem vam ta primer, ki se mi zdi zelo koristen, namreč Slovenija, kot veste, se nahaja na enem izrazito hribovitem območju. Nekje sem prebral podatek, da je več kot 70% Slovenije se nahaja na bregu, pomeni, ona je hribovita dežela. In ko ste me spraševali, kako se pravzaprav mora hiša umestiti v prostor, sem vam najbolj slikovito to razložil na primeru vrh hlevne slovenske hiše. Torej, če je kdo meni, ko sem bil študent, razlagal vrh hlevni slovenski hiši, ko sem imel
ta naboj, da bom spremenil svet, ne, da se bom pogovarjal samo o sodobni arhitekturi, ne, se mi zdi to, zakaj bi nekdo pravzaprav mi razlagal principe vrhlevne slovenske hiše. Danes pa, vsaj tako, ko mi v biroju razumemo, se mi zdi, da na tem primeru lahko razumete, kako pravzaprav mora arhitekt delovati. Namreč vrhlevna slovenska hiša, to je tista hiša, ki jo vsi poznate. Spodaj je narejena iz kamna, prvo pomeni pritličena iz kamna in je polovico utopljeno v nadni teren. Nad njo je pa ali celoti zgrajena iz lesa, ali pa samo ena tretjina, to je tisti del, kjer je ponavadi gorišče, seveda zaradi tega je tudi kamnita, je narejena iz kamna, medtem ko je ta preostale 2/3 narejena iz lesa. In pazite, to je hiša, ki jo ni naredil arhitekt. To je hiša, ki jo ni nastala kot plod nekega spontanega, ustvarjalskega navdiha nekega avtorja, ampak je nekaj, kar se je iz roda v rod preoblikovalo do te oblike, ki jo pravzaprav poznamo danes. Ampak v tej hiši se skriva vsa znanost, kako pravzaprav bi mogel arhitekt delovati. Namreč, ona je odraz naše dežele. Ona je vpeta v tipiko slovenskega okolja, ki je na bregu. Pomeni, ona je materialnost te stavbe pravzaprav odraža to, da imamo na 70% imamo v Sloveniji hrib in zato je tako tudi narejena. Tudi ta gang, ki ga imate od spredje, ni od zadnji, tam, kjer se nabira sneg, tam, kjer pomeni, je izpostavljen na sprednji strani. Torej, v nasprotju s tem pa vsi poznamo našo samograditeljsko prakso za naše polpretekle zgodovine, kjer so ljudje množično kupovali neke projekte, ki so pa po definiciji narejeni za ravni teren. Torej, poprečen Slovenec naredi hišo v prostor tako, seveda, ker kupi poševen teren, normalno, ker ga drugega ni v Sloveniji, oziroma razen tistih 30%, in kaj naredi? Spredaj naredi škarpo, pa zadaj naredi škarpo, da dobi tisti košček ravnega terena, da lahko pravzaprav teren prilagodi hiši, ne s pametni hiši, in ne obratno, da hiša pravzaprav spoštuje lastnosti terena in se ona spoštljivo opne v nek teren. To je bila ta najna zgodba, ko smo skušali razložiti, kaj pomeni. Jaz te razumem. Jaz bi rada vseeno slišala še Leno in Vida. Ne smeš razumeti, da je za nalašč frivolno, ampak o čem se izven ateljejev arhitekte pogovarjate? Jaz vem, da samo o arhitekturi. Slej ko prej. Ali mogoče pri vaju dveh, ker sta mož in žena ni tako se urine še kaj drugega? Ne, mislim, pač mi arhitekturo jemljamo kot hobi. Arhitektura sigurno ni poklicana. Ni to, da bi bili 8 ur v službi in prišli domov in bili s družino. Nikakor ne. Pač, arhitektura je del življenja, v njej se pogovarjamo skozi doma, v službi, tudi s prijatelji. Ne? Ampak konec koncev smo ljudje, z veseljem gremo s prijatelji na pivo in se pogovarjamo tudi o politiki in tudi o trenutnih aktualnih temah. Tako da nikakor ni tema samo arhitektura. In vem, da nisi mislila slabšalno, ko si rekla politika, kajti arhitekt, če naj je dober arhitekt, je v bistvu, tudi ne sme zveneti zdaj maliciozno, intelektualc, mora biti kritičen do sveta, mora imeti stališče, da lahko umešča vse to v prostor, tako kot umešča in na način, ki ga umešča. Vid, zate je to vprašanje. Najtežje, ne? Ne, se lahko spojujete med seboj. Ja, gotovo mora imeti čim širši pogled na svet, spremljati enako politiko, kot tudi si predstavljam čim širše življenje, ne bom se tle omejal, reči ne bom našteval. Gotovo je, ker je tudi poklic, ki ga upravljamo, je tako kot verjetno vsak drug povezan z vsakdanjim življenjem, se pravi način, kako živimo, kako se tudi projekti, ki jih delamo, razvijajo v odnosu do prostora, do kako lahko recimo neka misel, ki smo jo hoteli vpeljati v projektu, kako se lahko realizira skozi omejitve ali tehnične ali politične, če govorimo recimo o upravnih postopkih in tako naprej.
Gotovo je pa tudi zelo pomembna, kako mogoče nek osebni vidik na ali pa osebni pogled na svet, ki se odraža tudi v stvarih, ki jih delaš. Če govorimo recimo o iskrenosti, o odnosu tudi o hitrosti življenja, o hitrosti podob, ki se menjavajo, kako sam kontroliraš ali kako sam kakšen odnos imaš do tega in kako to vpliva na tvoje delo. Hvala, ampak zdaj se mi je pa utrla ena misel, ko sem te poslušala, in sicer tale upravna stavba in večnamenski objekt Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju, sem se šla ga potem pogledati od blizu. In me zanima, a ste bili kdaj že na kakšnem koncertu v Londonu na Wembleyu? Ste bili, ne? Ne. No, to je pač ta največji stadion, ki ima zelo impresivne lože na vrhu, zgrajene kot elipsa z več roki. Ne vem, zdaj kdo je arhitekt. Ampak kako inteligentno rešitev ste vi naredili s tem objektom, kajti ta del, ki je nad zemljo, dejansko deluje kot ena loža. Povejte nekaj o tem. Tako je bila v bistvu tudi zamišljena. Mogoče še navezava na prejšnje vprašanje. Ja, v bistvu hoditi po svetu z odprtimi očmi, mogoče ne vedno kot samo arhitekt, tudi kot vsaj delno, kot glasbenik, to, kakor lahko v bistvu opazovati, vonjati recimo prostore, recimo na koncertu opaziti prostor, ki je mogoče ni mišljen kot, ali pa da mogoče na prvi oči ne bi ocenil kot arhitekturo, ampak dejansko je prostor, ki ima nek pomen. In tako je vaša primerjava z stadionom v Wembleyu. Ja, tudi tukaj je bil ta objekt zasnovan kot v bistvu edini viden del od tega dost velikega programa, kot kar športni večnamenski objekt je ostal viden samo ta paviljon, se pravi kot neka loža, ki bedi nad tem celotnim programom tega igrišča. Večina programa se je pa predvsem v spoštovanju te krasne okolice tega parka bila skrita v to brežino in obdržala neke tudi linije prostora obstoječega parka. Na ta način se je tudi mogoče odraža tudi ena izmed teh vidikov, kako si želimo, da pač prostor na nek način ohrani oziroma pa pridobi neke nove vrednosti z vsakim posegom, kar vsaka gradnja na nek način je. Hvala. Se pravi, zdaj bi lahko govorili še o prenovi Linhartove dvorane, ki je neslišna, ki ste jo naredili tako dobro, da je neslišna in hkrati jo obiskovalci opazimo. Potem je hiša na Golem. Mogoče, če mi poveš, Tomaž, kako ste prenovili Linhartovo dvorano, da ni... Kaj ste vzeli od Ravnikarja in kaj ste mu dodali? Jaz bi mogoče še prej povedal, nekaj dodal na video. Namreč arhitekt vedno pride v neko obstoječe okolje, vedno pride v nek že vzpostavljen ambient. Si predstavljate, vedno se nekaj že nahaja na mesto, kamor arhitekt pride in postavi svojo arhitekturo. Torej, arhitekt pravzaprav na novo vzpostavi kontekst. On na novo pravzaprav reinterpretira lokacijo, v katero pride in pravzaprav, če je pri tem uspešen s časoma, postane to nekaj, kar je samoumevnega in ta hiša se zlije temu pravimo, da se zlije z okoljem. To okolje nikoli ni isto, kot je bilo prej. To je že malo odgovor na Linharta. Ja, ampak pri Linhartu, ravno zato sem to rekel, da bom dopolnil, pri Linhartu morate pa vedeti, da prideš v okolje z nekim izjemnim spoštovanjem do avtorja, do prostora oziroma do avtorjevega dela in jaz mislim, da je v takem trenutku izjemno pomembno, da spoznaš
da je nekaj večje od tebe, da je nekaj, kar ti lahko da nikoli ne boš dosegel in iz tega spoštovanja do takšnega prostora sledi tudi arhitektovo dejanje, ki v tem primeru je pomenil nek neverjeten, vi si ne znate predstavljati, radikalen poseg v to dvorano. Mi smo to dvorano olupili do konstrukcije, ostali so samo betoni. Pa vendar danes, če pogledate to dvorano, le redko kdo prepozna razlike, če tudi se ne spotika več po stopnicah, ko hodi, vidnost auditorija je boljša, akustika je izjemna. To so vse stvari, ki jih je bilo potrebno popraviti. Pa vendar je ta duh Ravnikarjevega dela, ta izpovedna moč njegove arhitekture ostala nedotaknjena. Pa vendar smo zamenjali vse dele. Torej, morate si predstavljati, da stol, na katerem sedite, je popolnoma drugačen kot stol, na katerem ste sedeli predtem. Je popravljena z vse dimenzije, pa vendar neko neuko oko, pa tudi uko oko bo težko definirala vse spremembe, ki jih je v tem primeru avtorica stola, gospa arhitektka Kregarjeva, naredila. Hvala. Kaj poslušate, katero glasbo poslušate? Ja, zelo različno, v resnici. Zdaj bom kar samo zase govoril, da sem mogoče malo neuk, ampak sem zdaj vmes ravno razmišljal vsem to, da bi vsem usporednico, vsem z glasbo pa z arhitekturo tudi lahko povlekel to, kar jo mogoče zelo na neki osnovni ravni poznam, sploh ker sem v družbi profesionalnih glasbenikov, mogoče bom ostal na zelo osnovnih. Ne vem, ritem v glasbi, hrup, recimo v različnih nivojih hrupa v glasbi, ali pa neko osnovno občutek, ki ti ga daje glasba, podobno tudi v prostoru doživljaš lahko neke podobne občutke, ali pa z nekimi podobnimi inštrumenti, kakor se načini, kakor sredstvi, ki se glasbenik ukvarja z ritmom, z višino, z jakostjo, se ukvarjamo tudi v prostoru na nek način. In gre ali za dialoge, gre za počasne, hitre prehode. Toliko, mogoče še bolj naprej. Kaj pa poslušam? Največ zadnje čase v avtu Cataleno skupaj s sinom. Enci. Še en kompliment tja pa. Drugače pa v resnici različno tudi od Amy Winehouse do klasike zelo velika, ampak le bom tako se poskušam, ne da poskušam, moram ostati zelo odprt, pa ne bom govoril o imenih. Je bila kaj še nekaj dodati? Lahko, samo bom pa še jaz prej nekaj povedala. Navadno, ko jih vprašam, kaj si nazadnje poslušala, tako se zmeraj vrnejo k enemu in istemu imenu, in to je Siouxsie and the Banshees. Izgled pevke je zelo arhitektonski, sem prav izpeljala arhitekturo, kako se izpelje arhitektonski, Aleš, sem prav? Ne vem. Mogoče pa arhetipski. Arhetipski. Jaz sem hotel nekaj drugega povedati, jaz se res opričujem, jaz sem zelo neuk pri glasbi in zadnjič je naj sin dobil prvo enko po 6 letih in jo je dobil pri glasbi. In jaz nisem mogel kaj, ker mu tudi pomagati, ne znam. In tu se mi zdi pa, da moram intervenirati, namreč kar pa počnemo, zelo radi arhitekti ali pa vse v tem našem timu, pa zelo radi gledamo filme. In tu se mi zdi... Koresneki. Zmak je radi. Ja, neviden človek. Ja, ampak še reč imamo kakšne druge, recimo take težje, Kakovskega naprimer in tako naprej.
In zakaj je to? Jaz se mi zdi, da ko ste prej govorili tudi o kritičnosti do sveta, v katerem živimo. Jaz mislim, da je ta povezava, o tem tudi drugi arhitekti zelo radi govorijo, z filmom je izjemna. Namreč arhitekturo imamo več segmentov arhitekture poznamo. Poznamo tista arhitektura, ki nas zabava, ne? In to je podobno kot v filmu, ko greste zvečer zmatrani, pridete domov, prižgete kakšno komercialno televizijo in si ogledate nek film in naslednjo jutro, ko se zbudite, ne veste niti naslova, kaj še, da bi vedeli vsebino. Medtem ko obstajajo neki filmi, ki vas tako ganejo, da pravzaprav svet po ogledu tega filma ni več enak kot pa pred njim. In jaz mislim, da je podobno tudi v arhitekturi. Veste, arhitektura ima neko moč, da pravzaprav vpliva na vaše občutenje, na vaše čustva. In veste, obstajajo eni prostori, ki vas ganejo, ko v njih stopite, so pa neki, ki niti ne opazite, da greste skozi njih. In se mi zdi, da arhitektova naloga je, da se vpraša, pomeni, kakšen prostor dela in pravzaprav ta dvogovor, ki ga ima z uporabnikom, je nujen. In to je neka vrlina arhitekture, podobno kot pri enem dobrem filmu je to, da pravzaprav ti vplivaš na neko dojemanje nekega prostora skozi to mejo, ki jo ukvarjaš. Pomeni, prostor je ta praznina prostora, ki se nahaja med temi stenami, je nekaj, kar mi posledično ustvarjamo s tem, ko gradimo njene meje. Jaz samo v prid temu, kar govori Tomaž, ne povem, da sem si pogledala spletno stran seminarja Krušec, ki je fantastična, in če bi jaz imela take profesorje, kot si ti, recimo ekskurzija po Evropi, filmske večeri, ko res nekaj nevidni človek, recimo si ogledate z študenti, debatirate, obravnavate teme, kje se konča mesto in narava začne. V osnovni šoli bi morali o tem že razmišljati. Potem se ogledujete vrtce in šole v Ljubljani, kako so narejeni, ker ne nazadnje tam preživijo naši otroci najmanj 15 let življenja. Tako da, hvala, da imamo take profesorje, kot si ti, ki omogočajo, da se študenti razvijajo ne samo v eno smer, tako kot radi rečemo, da se usedejo v biro in da rišejo, ampak da razumejo svet in da po njem in po človeku delate hiše. Zelo razpet jaz. Ne, nimamo časa. Hvala lepa. Nina Šenk, skladateljica, s katero sem se tudi prvič nedavno srečala in sva se takoj ujele ob neki mizi nekega deževnega zimskega večera v središču Ljubljane, kjer mi je najprej povedala eno zelo lepo novico, ki mogoče, da se že vidi. Rekla si mi, da se bo na proslavi že videla in iz televizije, jaz sem bila doma, se je videla. Čestitam. To, da boš postala komponistka, si odlagala zelo dolgo časa. Si že bila komponistka, ampak kot da nisi hotela tega sprejeti. Je moje razumevanje pravšnje? Ja, jaz sem preko študija in vsega tega, najprej se vam opravičujem, sem še vedno bolna in se mi na glasu pozna. Ko sem študirala, sem vedno si želela študirati glasbo. In nekako me je pot peljala tudi na študij akademije in na študij kompozicije, ker preprosto nisem mogla odnehati z glasbo. Vmes lahko samo malo navežem, da je vmes minilo nekaj mesecev iz prehoda iz glasbene gimnazije na akademijo, ko sem celo mislila, da bom šla študirati arhitekturo. In sem hodila takrat ob sobotah na tečaj risanja, ki je bila taka resna priprava na sprejemni izpit in mi je šlo vse super, dokler niso postavili gasilnega aparata in so rekli, zdaj pa rišemo elipse. In takrat si meni svet porušil in sem rekla z elipsami, jaz pa ne pridem daleč in odnehala na tisti uri, po mojih parih mesecih rekla nič.
ne ostane mi drugega kot glasba in edina smer, ki se jo zdaj lahko lotim, je kompozicija. Tako da v bistvu že, ko sem študirala kompozicijo, sem to jemala kot neko pot in neko stopnico, malo sem še razmišljala, šla mogoče jezike študirati, ker mi je nemščina bila zelo blizu. Potem pa v bistvu proti koncu študija nekako sem kot skladateljica postala uspešna in so začele padati nagrade. Začela sem se ozirati po tujini in možnosti študija v tujini in je nekako ta pot ratala del mene. Ni bilo pa nikoli tiste odločitve, da bi rekla, evo, jaz sem se odločila, zdaj bom skladateljica, tako da je naravno prišlo. Zdaj, mimo tega, da si dobila že kot študentka kar nekaj nagrad in da so tvoje skladbe zaživele v izvedbah najprestižnejših domačih in tujih izvajalcev, Newyorška filharmonija, Orkester Slovenske filharmonije, Pihalni kvintet Slovin, Komorni in godalni orkester Slovenske filharmonije. Že zelo zgodaj je bila tvoja glasba slišana v svetu. Kako je bilo, ko si potem prihajala domov? Ko sem začela študirati v Nemčiji in sem šla, v bistvu moram povedati, sem šla v Nemčijo z neko samozavestjo. Že ta samozavest je prišla od tega, da ves čas študija na Akademiji za glasbo, vsaka skladba, ki sem jo napisala, je bila izvedena. Sem imela blazno srečo, kar nima veliko študentov, da res vsaka nota, ki sem jo napisala, so jo potem tudi izvedli. In na ta način sem jaz dobila ogromno izkušenj. Potem, ko sem šla študirati v Nemčijo, je to nekako ostalo za mano. In tudi, če je kak profesor takrat v tujini kdaj zapičil kako moje delo, sem bila dovolj trmasta in samozavestna, da sem na podlagi izkušenj rekla, ne, to funkcionira. Saj nisem imela zmer prav, ampak sem pa vztrajala. In najbolj nenavadno je bilo pa to, da sem se skozi počutila v Nemčiji, da grem neko svojo pot. V Dresdnu? V Dresdnu, ja. In da grem neko svojo pot in da Nemci moje poti ne razumejo, ker Nemci so bili pa, recimo, takrat smo govorili, ekstra moderni, a ne. Najbolj zanimivo je bilo pa to, ko sem pa prihajala domov s temi skladbami, s katerimi sem se borila, ker sem bila pretradicionalna v Nemčiji, so me poznačili v Sloveniji kar premoderna, da sem že čist nemška. Ampak to so bili čisti stereotipi, ker v bistvu to ne obstaja več, ni nemške glasbe, ni nekaj premoderno ali karkoli. Samo zaradi tega, ker takrat je bila neka redkost, da smo študenti odhajali študirati v tujino in tam od tujih profesorjev se učili stvari, kar je bilo mogoče malo strašljivo za profesorje na tej akademiji, smo avtomatsko dobili neke nalepke, da smo nemški in da nismo več slovenski in da so nas kar z veseljem rezali s programom, če bo treba. Pogosto se mi zgodi, ko se pogovarjamo z komponisti, predvsem mislim, da me Milko Lazar popravlja, ko uporabim termin sodobna glasba. Jaz mislim, da eni mogoče, pa brez zamere vseh poznavalcev jezika, jaz mislim, da preveč poudarjamo, kako bi to sedaj poimenovali. Jaz razumem sodobna glasba kot glasba, ki se piše sedaj, v našem času. In to je od, bom rekla, od nekaj, kar piše Milko, od nekaj, kar pišejo za film, od nekaj, kar piše Mesnika, kar pišejo dosti, recimo, sodobnejši ali pa avantgardni umetniki po celem svetu. Skratka, to je samo odraz tega, kar se dogaja sedaj. Vedno se sprašujem, ko se pogovarjam z glasbeniki in skladatelji in ponavadi takrat mi zelo ne gre in me nekateri pripravijo tudi do joka, ker je njihova glasba tako lepa, da ne znam vprašati o njej. Jo lahko samo poslušam doma in ko se znajdem pred njimi, mi ne gre. In me zanima naslednje. Kje nastaja glasba? Kje je sploh glasba? A je v glavi skladatelja, a je v partituri kot nek idealen zapis, ali je to nekaj, kar potem mi slišimo? Ja, tudi, ja. Potem bom pa rekla, da obstaja več glasb. Jaz bi rekla takole, iz mojega procesa, jaz slišim neko glasbo, jaz slišim idejo, jaz slišim, kar bi rada zapisala. Potem pride ta proces, ko je treba, kar je v glavi, kar gre mogoče v parih sekundah mimo, neka ideja, ki pa potrebuje par sekund, ki potrebuje mogoče par dni zapisa, se na nek način transformira in tista glasba, ki je meni bežno šla hitro čez
možgane in sem jo zaznala, da jaz to zapišem, se že v času zapisa transformira v nekaj drugega, se že spremeni. Vedno pa poskušam zapis napisati tak, da bo zelo podoben temu, kar sem jaz poskušala, predvsem pa, da bo zapis jasen za izvajalce, ker je nekaj najlepšega in k temu zelo stremim, je, da zapis najbolj pomaga izvajalcem, da se najbolj približajo tisti moji osnovni ideji, ki sem jo slišala v glavi. To je sicer ena najtežjih stvari in mislim, da bi se vsak skladatelj strinjal z mano, da pravilen in popoln zapis tega, kaj slišiš v glavi, to je najtežja tehnika, v bistvu zahtevnost našega dela. In potem glasba, ki pa pride skozi inštrumente izvajalcev in še njihova interpretacija zraven, to je pa potem že tretja ali četrta glasba. Na nek način je to vse ena in ista, ampak glasba je taka vedno spreminjajoča se in to je ena izmed njenih lepot. Jaz bi vseeno preverila, kako zveni tisto, kar slišiš ti v glavi. Zato vabim na oder dekleta iz Lady Saxophone Quartet in ti boš pa povedala, kaj bomo slišali. To je pa skladba v bistvu nastala, zdaj se lahko malo nazaj navežem, že v času mojega študija v Dresdnu. Po slovensko bi se temu rekli faze vode, to sta dva stavka, kjer sem v bistvu preizkušala agregatska stanja vode prestaviti v glasbo. To je recimo ena izmed skladb, ki je bila v tujini pretradicionalna in v Sloveniji premoderna za tiste čase, ampak to je že 10 let stara skladba, izvajalke so pa res dobre in sem vesela, da so danes tukaj z nami. Jaz se tudi zahvaljujem, da ste tam.
se v kronološkem času in z izkušnjami slišanje zvokov, inštrumentov v glavi kaj spremeni. Me zanima, če bi danes zlagala skladbo za 4 sakse, ne vem, za tenor, za alt, za bas, karkoli, jih slišiš danes enako kot pred 11 leti? Ne, to je nenehen proces, ki se skozi spreminja, glede na izkušnje, glede na, bi rekla, življenje, kjer sem, glede na stvari, o katerih razmišljam, glede na govorico, ki jo trenutno negujem, to je v konstantnem toku in tudi če bi želela, ne bi mogla recimo ponoviti skladbe, kot je bila napisana tale, ampak če bi se zdaj usedla in napisala kvartet saksofonov, bi bila skladba popolnoma drugačna. Mogoče bi se našle kakšne paralele, ampak načeloma poskušam skozi svoje celotno delo vedno ostati zvesta sama sebi in napredovati. Se pravi, bi bilo narobe, da bi zdaj napisala skladbo, ki bi bila podobna tej. Je teže napisati skladbo za sakse ali za godalni kvartet? Ki je najbolj veljal za najtežje? Godalni kvartet težji, ja. Zakaj? Tako da boste razumeli, težko. Ker to pogosto jaz preberem, da je najtežji napisati glasbo za godalni, jaz obožujem te kvartete, ampak zakaj je najtežje, me zanima, če bi mogoče vsi trije mi povedali. Jaz bi tako rekla, dosti lažje je napisati za saksofone, ker saksofoni so zelo, kako bi rekla, energičen, glasen, odziven, raznobarven, poln inštrument in 4 skupaj, še posebej s temi različnimi različki, ki so na voljo, se mi zdi, je stvar dosti lažja. Godalni kvartet je pa zelo iskren, komorni sestav in zelo čist. In že zaradi tradicije same, ko poznamo te zvoke, ko poznamo točen zven, nekaj smo skoraj malo bolj na udaru, tudi kako naj bi nekaj zveneli in kaj se s tem inštrumenti da, tako da vsaj kar se tiče spoštovanja, moram reči, da prav godalnega kvarteta še nimam, imam skladbo za godalni kvartet in kitaro, ampak vedno z velikim spoštovanjem proti temu sestavu, mogoče že zaradi študija klasične glasbe, ampak spoštovanjem. Skladatelji in glasbeniki, mimo tega, ali imate klasično izobrazbo ali ne, imate največje strahospoštovanje pred violino, pred godali kot takimi? Ne, to ne bi rekla. Jaz obožujem violino in za violino meni pisati ni noben problem. Recimo od prve skladbe, ko sem jo napisala za orkester, je bila v bistvu koncert za violino in orkester. No, takrat naprej je violina moja najljubša, ampak sestav godalnega kvarteta zahteva pa nekaj prav posebnega, ker je pač razlika, da ti pišeš za solo inštrument, pišeš za komorno, pišeš za violine, v godalnem orkestru pišeš za violino v orkestru, to so čisto drugi inštrumenti, čisto drug potek dela. Si imela občutek, da si kdaj napisala pretežko skladbo, da vedno natančno veš, kaj je moč zaigrati? Jaz sem imela vedno občutek, da je možno, niso se pa vedno izvajalci strinjali z mano. Je bilo včasih več tega, da si prebral v knjigah, najvišji ton je možen ta in si avtomatsko razumel, da je to kot v matematiki ali kjerkoli, ali pa kot omejitev predpisov. Se pravi, dotlej gre, preko te črte ne smeš. Treba je naučiti se fizikalnosti teh inštrumentov, potem pa tudi vsega, kar pride za izvajanjem, z prostori, z inštrumenti sami, z vlago, z zrakom. Skratka, treba je vzeti zraven še življenjskost, ne samo brati, kar piše v knjigah. Kaj te v zadnjih 2-3 letih najbolj navdihuje pri pisanju skladb? Ker imaš ogromno naročil, menda. Ja, naročila so vedno navdih, če ne drugega, vsaj razlog, da se moram zjutraj usesti pisati. Temu reče Boštjan Gombač, da deadline je največja inspiracija. Sigurno. Moram reči, da v zadnjem času je prišlo neko obdobje v mojem življenju, ko si upam biti res jaz. Mogoče je to z materinstvom bilo povezano, ampak vedno sem preiskala navdih drugje, iskala sem ga v literaturi,
tudi v vodi, kot ste slišali, je bilo tudi dosta vdiha v samih agregatskih stanjih in tako. Sedaj pa več razmišljam in več si upam tudi povedati mojih misli in mi je zaradi tega tudi lažje komponirati, ker komponiram bolj iz sebe in dejansko tiste stvari, ki meni ležijo na duši ali pa stvari, s katerimi se jaz ukvarjam s problemi in te preusmerim v glasbo in mi je zaradi tega, ker je pač ta navdih tako oseben in ga ne zmanjka, ker mi dosti stvari se plete v glavi, je dosti lažje zdaj komponirati, kot je bilo včasih. Ma kaj se ti najbolj plete po glavi trenutno? To pa boš počakala za naslednjo kompozicijo. To pa ne bom kar takole na glas povedala, je še dosti materiala. Hvala lepa. In hvala tudi, da si omogočila, da lahko slišimo tvoje skladbe v živo. Mitja Vrhovnik Smrekar je skladatelj, za katerega sem jaz prvič slišala, ko sem gledala kot 8-9-letnica film Ko zaprem oči v novogoriškem kulturnem domu. In ne bom nikoli pozabila skladbe, ko se je igralka Petra Govc pomikala nekje po gozdu in je nekaj iskala in potem je tudi nekaj našla. Ne znam zapeti tega motiva, ker temu, da sem igrala klavir, nimam veliko posluha, ampak me je ganila in na podoben način me je po 30 letih ganila tvoja glasba v predstavi, otroški predstavi, kamor sem peljala svojega sina, Račka, tulipan in smrt. In lahko povem, da smo tam cvilili skoraj vsi starši, ki smo spremljali svoje otroke v ljubljansko lutkovno gledališče. In seveda tvoje Prešeren suita iz filma Francija Slaka spet in glasba iz Ekspresa. Tudi ti sam sprejmeš najprej glasbo, ki te gane. Vsekakor me moram premakniti. Ponovadi pa tudi malo presenetiti. Sicer kot človek starejši, te pač ne več tako pogosto, ampak še vedno se zbudi in me neki, wow, to pa neki, kaj pa je to, kako je pa to narejeno. Ker najprej me pa gane, se vprašam. Zdaj gane na različne načine, ne samo na ta nek čustven ali pa odvisno od konteksta. A te lahko ganeš kako drugače, me ne zmeri na čustven način gane? Lahko te gane, recimo, kako je prej da te razlici. Lahko fizično gane, lahko te iritira, lahko te na vse možne načine. Ti si dobil nagrado med drugim, torej predvsem za Šek-sonete, ki si jih uglasbil. Zdaj bom spet prosila za morebitno asistenco. Angleški sonet ima jamski 10-terci in 11-terci, nekako izmenjujejo. To te pa sprašujem zato, ker se meni se zdi to skoraj nemogoče uglasbiti. Zato, ker moraš upoštevati vso to metriko in obliko. Kako je tebi to uspelo? No, potem že. A sonet je sonata potem? Ja, na nek način. Meni tega sploh ni treba vedeti. Ker je pa dejstvo, da je sonet zelo blizu popevki, ali pa pop songu, ali kako bi temu rekel, po strukturi, ne? Ta predrefren. In ja, pa število vrstic, pa simetrija, pa tako, in potem seveda ti se odločiš potem še za neke svoje posege, v tem smislu, da zbereš mogoče kakšen vers ali pa kitico za, recimo temu refren, se pravi za nekaj, kar se ponovi, ostalo zbereš za kitico, skratka s tem tudi nekako, in tle je bilo zanimivo pri teh sonetih, ravno, recimo, to je bila Primoževa ideja, da naredimo isti sonet v različnih prevodih, ne?
z isto vsebino, ne, ta 130. sonet, pri katerem sem našel v bistvu, načinko sem se bal, da bo imel problem, da se bom na silo hotel biti, da so različni komadi, ali, ker gre samo za različne prevode, angliščina, dve slovenščini, italijanščina, portugalščina. Ampak potem vsak prevod je drugače zazvenel. Tako da meni v enaki meri se mi zdi, me vodi pol prededu zven, kot me pomeni. Se pravi, kako zveni jezik? Kako zveni, ko prebereš papirja že, ne? Ker na papirju ima poezija sploh, ne? Ker tudi proza, ampak poezija pa sploh, ima že svoj zven, ko ga samo prebereš, brez da bi nekaj interpretiral, ne? Ima že svojo melodijo, ki je noter v stavku, v verzu. In najboljše, ker rata tako, da ti samo to, kar je že ta melodija, da samo malo poudariš oziroma malo razširiš za tisto oktavo pa pol, kako je. In potem tudi prave besede, ki so vedno ena v verzu, ki je najpomembnejša, in vedno tisti besede en zlog, ki je najtežji. Pripadajo na prav ton, na pravo mesto melodij, ki ima tudi to isto zakonitost kot stavk, ne, na nek način. Ja, to je verjetno težko razložiti. Jaz, ko sem pač poslušala jih, ampak sem se vseeno spraševala, kako, a je treba to tako posebej po zlogih, ali se da uloviti. Kot me je opozoril Aleš, saj tudi Zdravljica je, tudi Prešernovi so uglasbeni. Sonetov, ja. Mislim, da so v bistvu najbolj hvaležni za uglasbeni. No? Mislim, kar se tiče te petja, ker gre tudi pri petju za dih, ne? Za vdih, kje se lahko vdihne, in vse to ti sonet omogoča zelo elegantno, ne? Nimaš meni problema. In zavijete mogoče še potem to v bossa novo? Ne, mi nismo tega, mi smo ta band bossa nova, hobby band, ne? Kjer je poje profesor francoščine, prevajalec Primož Vitez, kitaro igra elektrotehnik Aljoša Kosor. Jaz absolutno nisem nikoli bil tokalec, jaz sem pač tokalec, ne. Skratka, in smo za ta projekt, ne, smo pa v bistvu igrali popolno drugačno muziko, ne. Ta muzika nima veze z brazilsko. Jaz sem slišala. Jaz sem od zadnji slišala tudi... Jaz sem pač slišala. A noter? Ne, nekaj spri, neko atmosfero sem slišala pri določenih komadih. Brazilsko. No, in zdaj bomo vprašali, ker jaz sem pač gledalec in ste vi, jaz pač ta stik pri eni od dveh skladbah je prišel, reko, latinskosti, ne, recimo, ne. Ko skladaš filmsko in gledališko glasbo, kako ti prideš do stika z gledalcem v dvorani? Jaz mislim, da moj problem je največkrat ravno taka glasba, tako direkt, tako mimikacija, pa to pride v stik z poslušalcem, se mi zdi bolj kot katerakoli drug izraz, ne. In ker tudi nič ne pomeni sama po sebi, ne. Moram tega stika malo velikrat izogibati, da ni preveč neposreden, ker prevzameš nekaj, kar ne bi smel, ne. Tako da jaz se s tem sploh ne ukvarjam, mislim, in to je že itak, je kvečen problem. Ampak razmišljati začneš o glasbi in o tem, kaj bo sporočala, kako zelo sugestibilna naj bi bila ali ne na bralnih vajah, a šele, ko jih vidiš na igralce in del predstave na odru, ko so že narejeni prizori. Kar se tega tiče, so različni režiserji na različni načine pristopajo k tekstom in tako, ne, enega zelo interpretira, enega manj interpretira. Ampak ti ne bereš tekste? Ja, jaz pa sem gotovo, da skozi leta tekst preberem, sicer seveda na začetku, večkrat, ampak da se mi pa nekaj res zgodi, je pa ponovadi šele, ko vidim človeka govoriti ta tekst. In jaz mislim, da dramatika na splošno je tako napisana, da, mislim, težko je brati. Meni kot recimo glasbeniku je dramski tekst težko brati, ker je pač medvo piče, rekovaj, tako malo ni, da te potegne grih, kot roman ali pa nekaj, ne. Tako da, jaz se s tistim malo matram, ne. Pol pa, ko pa človek pride na oder, pa magaj, če stoji sedeča vaja ali pa kakorkoli, takrat se pa začne pol meni nekaj, ki slišam, ki odnosi se vzpostavljajo.
Ampak napišeš glasbo na to, kar gledaš na odru, ali na te odnose, ki si jih zdaj omenjal? Mislim, ti mora drama zazveneti, ali ti zazveni vse, kar se zgodi, vse to življenje, ki se zgodi med ljudmi na odru? Vse skupaj. In to ti režiserji kar dovolijo? Ti kar dovolijo, da to narediš? Da kar vse oddaš v glasbo potem? Recimo vse, kar se zgodi med njimi? Ne, to mesto, pri tem delu za gledališče, recimo, je v bistvu še največje delo narejeno, ko najti to pravo mesto oziroma kot, pod katerim bo muzika na tisto, kar gledamo ali pa poslušamo, vstopila. Se pravi, drugi ne gre recimo za ilustracijo ali pa za... To je milijon načinov, na katere lahko vzpostavniki tretjega muzika. Tako da to mesto najti je v bistvu tisti največji, to včasih pride veliko tudi paralelno, ta glasbena ideja, pa ta nekakrat, bi rekel, dramaturško neki premislek, kaj rabimo, mislim, kaj ona sploh ne bi počela v predstavah. In to pa res tudi z istim režiserjem od predstave do predstave lahko popolnoma drugačna funkcija. Spomnim se, ko mi je režiser Ivica Bulan nedavno dejal, da v bistvu, ker že toliko časa sodelujeta, da se mogoče včasih samo spogledata in je že vse rešeno, mislim, nastavek, da bo rešeno. Kako se pride do tega? V bistvu gre za to, da smo to, recimo, ena stvar, smo generacija, imamo podobne referenčne, te neke asociacije, točke, in z leti tudi ta vokabular nekoga poznaš. Zelo malo se v bistvu pogovarjal o tem konkretno, zelo nekako ta dolgoletni proces z te različne predstave je zelo, mislim, moram reči, enostaven z tega vidika komunikacije. Ko zagledaš človeka in se mu približaš, ti lahko zazveni? Kako ti zveni Nina, ki je zraven tebe? In Nina, kako tebi zveni Mitja? Nina je zazvenela krasno s saksofoni. To je ta zven, ki ga ne bom, zdaj, ki sem to dvoje povezal, zdaj me ona tako zveni. Zvenina. Kaj pa obratno, Nina? En pa ljudje takole glih ne zvenijo, moram reči, pardon. No, zato spravi, da je najtežje se pogovarjati s skladatelji in glasbeniki. Ne moraš poslušati glas. Ker nič ne pomeni, Ja, meni pa Metki Kraševec stvari zvenijo. Ne tudi slike recimo zvenijo, meni tudi ljudje zvenijo vaš čas. A lahko vprašam, kako pa midva tebi zveniva? Ti mi zveniš kot flavta, Mitja pa... Kaj je bil že Muk? Muk je bil tisti, ta prvi. Yes. Pa se ti tudi kaj jedla iz naštetega prvega vprašanja? Si uživala kaj v substanci iz prvega vprašanja? Zato, ker imam izkušnje z pivniki, sem tudi vprašala in bi vedela, če bi mi on po resnici odgovoril, kaj dejansko je čutil, samo mi ni odgovoril. To je zanimivo, se meni zdi, ker obstajajo te nevrološke povezave med vizualnim pa med zvočnim. In ljudje imajo to drugačne. Jaz nimam Navadne sintezije, ne? Ja, to. Sinestezije. No, poglejte znamenit Rimbaudov sonet Le Voyelle, samoglasnik, ki ima vsak vokal svoj zven. Ali pa eno Baudelairovo pesem korespondence, kako zveni neki grandioza tvorjenca v naravi. Sigurno je nekaj na tem. Sam ti bi pa rada preveč definirala. Jaz mislim, da so tudi fiziološko smo različno narejeni. Jaz recimo nimam tega. Jaz poznam ljudi, ko mi trdijo, da vidijo eno barvo, pa jo slišijo, ali pa slišijo eno frekvenco, ali pa barvo zvoka, pa vidijo barvo.
Jaz ne. Jaz, ali pa recimo ljudje poslušajo glasbo, pa vidijo, pa zamižujo, pa vidijo recimo, ne vem, stvari. Jaz spomnim ene travme iz osnovne šole, kar se tiče tega programska glasba, ne, absolutna glasba, travme, mislim si, travme, ampak spomnim se, pri glasbenem pouku smo mogli, vsak dobili en list, pa učiteljica je dala Labodje jezero, Čajkovskega in smo mogli vsak nekaj narisati. In tisti, ki je narisal jezero, pa Labodje je bil 5, jaz sem narisal pa neke avte, in jaz sem zelo veliko glasbe poslušal kot otrok, mene malo je skrbelo, me je hotela psihiatra, ker sem sedel s slušalkami na glavi lahko 2 ure in to je nekako malo zaskrbi, ne, z otrokom nekaj narobe. In danes recimo, kdaj se danes usedem recimo, dobro, da otroka pa ne moram pa tako, ampak si želim tega spet, ne, da ti sediš, kdo se usede doma, pa samo muziko posluša, ne da posodo pomira, to je vse super, jaz tudi sam muziko posodo pomira, ampak da samo to počneš, samo glasbo poslušaš, ne. To sem veliko počel in nikoli nisem nič videl. Nisem videl niti konjev, niti skale. Labodje jezero je viola barve. Je viola barve. Kakšne? Viola. Sem ne avto. Ne avto. Ne, ni avto. A nekajte zdaj skladatelji, zdaj se držite že štango. Gremo naprej, hvala lepa, Mitja, moj kolegice. Moci Kumertej, ki je moja nekajletna kolegica iz Sobotne priloge. In prebrala sem, da si v osnovni šoli pisala poezijo. Potem je prišel na vrsto študij filozofije in pisanje proze nekje vmes. Kdaj in kako se človek odloči, da bo svoje pisanje delil z ostalimi oziroma da ga bo dal v branje drugim? Govorim o knjigah, ne o tekstih. Takrat, ko zbere dovolj poguma. Zdaj, če si ženska, recimo moje generacije, to pomeni precejšen zamik v primerjavi recimo s kolegi. Jaz sem namreč prvo knjigo izdala, ko sem bila sredi 30 let. Je pa res, začela sem s poezijo, potem je poezija na nek način umolknila, ker sem obljala ta filozofski diskurs, ampak kasneje pa so se začele stvari nekako vmešati in v tem zadnjem romanu, Kronosova žetev, se mi je zgodilo celo to, da mi je nek notranji poriv navedel, da recenziram vseh 400 strani. Skratka, jaz pa sem izrazito sinestetičen človek. Jaz sem tista, ki vidim, ki recimo začutim najprej zvočnost, ritem in pol to vse skupaj nekako strukturiram in zato to nenehno poudarjam, to strukturo, da so vsi ti različni deli, ki si jih najprej zajemam za enega bazena, da imajo neko formo, mislim. Mogoče samo, da se za trenutek vrnem k Nini in k Mitju. Mogoče mi, ki ne znamo napisati glasbe, si domišljamo, da potem res vidimo vse te barve in tako. Zdaj ne bi se rada prilizovala, ampak mogoče, da je to zato. Mojca, fascinirala si me s tem, sem sredi branja Kronosove žetve, ko sva se nazadnje slišali, ga nisem še začela brati. Ti opisuješ čas 16. stoletja. In tako se že začuti, ko bralce vpelješ v knjigo, da pravzaprav, ker si po izobrazbi filozofinja, ampak verjetno ne samo zaradi tega, hočeš povedati, da tisti čas ni tako drugačen od tega, v katerem živimo. Patricija je drugačen, ker vendarle konec 16. stoletja skoraj ne bi nikdje sedeli, oziroma še Nina zraven, Lena v javnem prostoru in imeli govorico, možno se karkoli sploh izreči. To je prva zadeva. So vse stvari spremenile, recimo tudi ta senzibilnost
ta splošna senzitivnost človeška se je spremenila. Namreč takrat v novem veku in še potem kasneje so bile recimo usmrtitve zelo popularni javni dogodki. Ne. Danes večina ljudi ne bi zdržala pogleda na javne usmrtitve, če tudi se hkrati zelo bojim, da bi se lahko marsikdo v nekih skrajnih situacijah temu zelo hitro privadil. Tudi ko sem jaz pisala ta roman, jaz sem želela to večkrat poudarjam, da bralec vstopi na obod tega romana, ki ima krožno strukturo, in da ga to dogajanje sprva zelo počasi vrtinči, nato je ta vrtinec vse hitrejši, dokler bralca sifon ne posesaj ga potem v neki pomiritvi, ki je zelo dvoumna v resnici na koncu, izvrše na obali Blejskega jezera. Ampak nenehno pa ohranim jaz to distanco. Jaz sem želela, da je bralec oziroma bralka vsesan v tisto obdobje, ampak da nenehno ohranja to vedenje, da ga vendarle bere v 21. stoletju. Ker tudi sama kot avtorica sem roman pisala na ta način, da se ve, da vem, kaj se je približno zgodilo v 400 letih. Kakšen je stereotip renesančne ženske? Ja, ko rečemo recimo renesančni moški, to pomeni pač osebo, ki ga hkrati zanima in znanost in lepe umetnosti, ne mara tudi kakšna alkimija še v tistem času. Ko omenimo seveda renesančna ženska, pa govorimo, prva asociacija ponavadi povezana z njeno podobo, kakšno ima oblačilo, kakšna je njena frizura. Če tudi ni res, da ni bilo, vendar je bilo nekaj žensk, ki so bile ustvarjalke, tako komponistke, skladateljice, kot tudi književnice, ampak te ženske so morale imeti poleg talenta in vsega tega izjemno srečo, da so se rodile v takšni družini, v takšnem okolju, ki je tem ženskam omogočil izobrazbo, da jih niso dali kar pač predčasno, oziroma takrat, kot se je pač poročalo poročiti, da so te ženske lahko razvile svoje talente. Seveda mislim, zdaj v zadnjih, rečemo, desetletjih se nekako pregleduje, kaj je takrat nastalo kaj so takrat ustvarjale ženske, ker še vedno to ni čisto najbolj umeščeno v to polje. Zdaj si že dvakrat omenila alkimijo, pa me zanima, kako je izgledal tvoj alkimistični kabinet med pisanjem Kronosove žetve in sploh kakšen je tvoj kabinet? Moj alkimistični, zanimivo je, alkimija, mislim, da prihaja iz arabščine. Al je v bistvu člen kemije, v bistvu pomeni kemija. To izgleda tako, namreč prostor je kar velik, vidim ven, zame je zelo pomembno, da... Kje je ta prostor? Na južni strani. A govoriš o arhitekturi? Nekje je ugaščeno, v katerem mestu? Pod Alpami, slovenskimi. V redu? Ne, to pa ravnine. No, povem, nisem... Pod Triglavom, no, gremo naprej. Ne, pod Triglavom. Skratka, pomembno mi je, da tam, kjer delam, da imam pogled ven. Namreč zelo me frustrirajo zaprti prostori. Nimam ravno neke klaustrofobije, ampak prostor, v katerem delam, mora imeti izhod v zunanjost in obenem ne prenašam nobenih slik. Stene mora biti na nek način bele. V tem prostoru, kjer delam, imam pravzaprav samo eno fotografijo Jožeta Shodolnika, ki me je podaril ravno zato, ker sem bila navzoča v trenutku, ko je to fotografijo pred desetletjem napravil. Kaj je na njej?
Prosim? Kaj je na tej fotografiji? Na tej fotografiji, to je bilo na našem gostovanju v Moskvi. Mi smo bili v študentskem naselju in to je bilo 14 dni po tistem, ko je bil že v tistem obdobju drugi napad na temnopolte študente in blok sosednji je skoril v tem napadu pač neonacistov in ne vem to točno, pač Joža se je pogovarjal, pa še nekdo je bil zraven, jaz pa sem pač samo prisostvala s predstavnikom teh temnopoltih študentov, ki je študiral, mislim, da diplomacijo nekaj takšnega in v tistem trenutku je prišla potem še njegova žena je nastopila noter, ki je bila tudi študentka, ne. To so bile zelo skromne sobice, tam se ni smelo, mislim, Jože je moral pretihotapati svojo opremo tja. Zelo močna izkušnja, tudi zaradi samega konteksta, s katerim je bila povezana ta izkušnja. Pa sem potem tudi napisala o fotografiji, sem napisala tekst, točno, to je bilo izhodišče. Zasledila sem, da si v enem intervjuju povedala, da te žene naravnost evangelistična želja po širjenju svojega pisanja. Ja. Zdaj, a to govori v prid nečimrnosti, kar jaz ne verjamem pri tebi, ali pa si samo zelo odkritosrčno želiš odziva čim večjega števila bralcev? Ne, jaz o tem sploh ne razmišljam. Mislim, ta želja, jaz sem izjemno kompulzivna oseba, obsesivc, skratka, ne. In ko mene dejansko začne nagovarjati neka ideja, oziroma začne me najprej tipati, in ko se to tipanje ne ustavi, ne, in postaja vse močnejše in me začne gledati, jaz pravzaprav v resnici kot pisateljica v tem primeru nimam sploh možnosti, da rečem ne. Če bi jaz se odločila, recimo, pa jaz nimam časa ali pa težko, mislim, to bi bil izjemno visok neki vrste metafizičen in tudi eksistencialen davek, ki je zelo težko, da bi ga jaz preživela, ne. Mislim, jaz temu moram slediti, to v zvezi s to svobodo v ustvarjalnosti. Mislim, nisem jaz tisti, jaz se ne malokrat odločam za te ideje, ki me zagrabijo in mi drugega ne preostane, kot da se jih zelo temeljito in premišljeno lotim in jih naredim. Fair enough. Mislim, ogromno nekih grozd, dvomov in tako naprej. Sprašujem se pa, zakaj ravno je 16. stoletje in tako naprej. Ampak vem, da lahko take odgovore dobim samo skozi proces pisanja. Jaz vem, da jih v tistem trenutku ne morem in to v tem je smisel in tudi užitek ustvarjalnosti. Ker vsakič, ko stopam v ustvarjalen prostor, jaz ne vem, kaj mene čaka. Jaz vem samo to, da moram biti temeljita, da si moram drzati, da moram tvegati, ampak da moram biti pri tem zelo odprta in hkrati tudi zelo premišljena, da seveda v tem procesu uporabljati veščine, ki sem si jih v desetletju nabrala in da lahko zdaj tudi črpam, ker tudi marsikaj mimogrede iz tega polstoletnega bazena. Hvala lepa. To bom še enkrat povedala, pogovarjala vsake posebej 2 uri in se s kom tudi boljše. Ampak Boštjan Gombač, ki mi bo zdaj sesekljal, koliko si človek marša? Ne, bil sem skoraj 4 leta v orkestru Slovenske vojske. Zakaj je bila želja, da greš v ta, da postaneš del tega orkestra tako močno? Ja, dobra plača, pa imaš še čas se ukvarjati z svobodnjaštvom. A ne? To je to. Bil sem mlad pa neumen, no. Veste, koliko let si takrat? Hotel sem iti v službo in sem mislil, da bom imel še dovolj časa za biti malo bolj kreativen. Sem prišel hitro v pameti, takoj po tem, ko sem odslužil vojaški rok. Zdaj bomo naredila en časovni preskok in tudi miselnik, ker gre za različne zvrsti glasbe, ki pač boš ti sam povedal. Kako iz rockerja postaneš folk glasbe? Ja, recimo za Daniel Černeta Mistiko pomeni to, da gre na Novo Zelandijo in prije nazaj. Ampak je šel z mano. Ja. Ker sem bil v 3. letniku Akademije za glasbo, študiral sem klarinet in Daniel Černe Mistika ime je dobil po moji pokojni babici
ko je Daniel neke noči pri meni prespal, lasedo takole, do riti, spal je v moji posteli in ko je babica prišla nedeljsko jutro na obisk, je odprla vrata in mislim, da uporabljam kakšno čudežno mazilo za hitro rast las. Potem je videla, ko sem predstavil, da je to moj prijatelj, glasbenik, sem rekel, babica, to je pa moj prijatelj Daniel Černe iz skupine Terra Mystica. O, gospod Mystica! Je Mystica. In je imel že kar nekaj časa skupino Terra Mystica, nekako progresivni rock ansambl z Veroniko Sulič, ki je potem za njo prišla vam bolj znana Tinkara Kovač. To je bil 11-članski band in glede na to, da je Richard Stockwell, živeč takrat na Novi Zelandiji, ker tudi on se je preselil zdaj na Tajsko, je imel včasih farmo, živalsko, z več 100 glavami živine, potem je pa to prodal in se odločil, da bo imel glasbeno založbo. Tako preprosto. In se je pa skoncentriral na rock glasbo, ampak na vse njene tudi podzvrsti, se pravi krautrock, psychedelic rock, psihadelični rock, elektronski rock in vse te še ne 30 podzvrsti rocka. In je ena izmed CD-ov je bil Terra Mystica, CD z naslovom Karsika. Kras. In to je bil en link do Nove Zelandije in sva šla tja, se pravi ustanovni član, gospod Mystica, in pa jaz kot zadnji pridruženi član, če bi šel v 3. letniku za mesec in pol na Novo Zelandijo, bi šel. In Mystica je bil rocker, jaz sem pa med študijem že začel malo vohati druge glasbe sveta. Med študijem klarineta, hvala. Če kdo misli, da to ni res, da podaraš še enkrat. Sem se zelo že v irsko glasbo, takrat pa v klecmar, židovsko, makedonsko, rusko, različno pač romunsko, cigansko, italijansko in tako naprej. In 2 tedna pred tem sem šel k Mystiki v Divačo in ga učil neparne ritme, da bi mogoče se naučila kakšne te iz mojega repertoarja. V bistvu igrali so tisto, kar smo pol s Terra Folk igrali naslednje 3 leta na ulici tam. Tako da on se je prelevil iz rockerskega glasbenika v folk glasbenika, ko se je vrnil nazaj, da skratim pričo. A folk glasbenik pomeni tudi to, recimo, da ti znaš igrati na žago. Moj šef mi je točno povedal, se pravi, to je žaga, model žage Stradivariu, švedski, ki se ga je včasih dalo kupiti v Merkurju. Ne, še vedno se ga da kupiti v Merkurju, včasih se ga ni dalo kupiti v Merkurju, ampak glede na to, da smo naredili predstavo Patti Diffusa izpovedi porno dive po tekstu Pedra Almodovarja, to so nek niz kratkih zgodb, ki jih je Almodovar takrat so izhajale v sred 80-ih v madridskem časopisu La Luna, časniku La Luna, smo mi glasbeno inspiracijo črpali iz strani oziroma iz britanskega tria zasedbe The Tiger Lilies, ki so bili v Ljubljani vsaj 4-krat, ki so tako kabarejsko, vajlovski, brehtovski, bizarni, nemški kabaret, muzika, akustična seveda, kontrabas, pojoča žaga, ukulele, harmonika, klavir, etc. In smo glasbeno v bistvu zasedbo vzeli, ne njihovo glasbo. In potem, lansko leto smo prenehali s to predstavo, zaradi tega, ker so avtorske pravice za tekst Pedra Almodovarja potekle. V 12 letih je v Sloveniji, ker prej vemo, kdo je igral žago, tudi Max Trnčnik je napisal koncert za žago in je takrat to izvajal Terlep, pa še enega sem poznal, ki je na Sazuju dela, in to sta bila edina dva, ki od takrat naprej vem, da je žag v Sloveniji zgoraj omenjeni model, prej omenjeni model, najmanj 9, Stradivarius Sandvikens. Se pravi, to je Sandvik, firma Bako, ki dela
orodja za tesarje. Ne? In ko smo začeli težiti, seveda Merkur prodaja to firmo, ne? Zakaj, mislim, oni imajo sigurno pogodbo za to tovarno, ne? To je link. In potem smo težili, v Maribor sta šli 2, v Snebarja sta 2, na Gorenskem so 3, lansko leto prišle. In smo prišli tako daleč, da greš zdaj v trgovino, recimo, če koga zanima, da kupi pojočo žago, gre v najbližji Merkur, ne kliče nabave, ampak tam izraži svojo željo, da bi kupil lesiči rep, piše glasbena, je tudi na internetu, mislim, na spletu v njihovi in da bi to naročil, čakaš od en teden do enega meseca in za razliko od 10 let nazaj, zdaj plačaš namesto 76 evrov 96. 12 let nazaj v Evropi je ni bilo mogoče kupiti, ampak sem jo kupil, naročil iz Amerike, je stala $80 in cheap violin bow, se pravi zelo poceni violinski lok, je bil res zelo poceni, ker mi je počil v naslednjih 2 minutah. Tako da sem kupil lok za violončelo, je pa tudi, priporočam tudi lok za kontrabas, ki seveda cenovno manj dostopen. Boštjan, ti si dobil letošnjo nagrado Prešernovega sklada tudi za sodelovanje s harmonikarjem Juhartom in prste vmes je imela Nina, ki te je povabila v... Ja, ona je zelo drzno, to je zelo tvegano, da je to naredila, zelo pogumno, da me je povabila v koncertni atelje. Tudi najprej nekako izrazila želja, da bi šlo za nek duo. Jaz sem sicer imel en predlog, zelo dobrega prijatelja, drugače z Portugalske, živeče v Ljubljani, harfist Eduardo Raon, ampak je potem Nina predlagala Luka Juharta, izjemnega, kdo ne ve, mogoče ga lahko predstavim v tom, da je Luka Juhart eden naših najvidnejših akordeonistov, klasičnih, tudi profesor na Akademiji za glasbo in za tako približno 20 prize ved sodobne glasbe na leto izvede. Se pravi, ne? In je potem to predlagal, sem potem Nino vprašal, potem moš pa njega vprašati, če bi on z mano igral, ne? Ker zelo taka situacija, jaz s tako glad, mislim, nisem teh stvari od študija naprej igral. Tako da, ker je Luka tak muzičar in človek odprt, je rekel, seveda bova. In tako da to je bilo zelo, hvala Nina še enkrat za vabilo. Zame je bil to, prve pol leta sem si govoril, v šta sem se to valil. Ampak, mislim, ko sem vzel material v roke in sem začel se s tem ukvarjati, je bil ta proces vaj tak, da se mi je klarinet po dolgem času, ne glede na to, da sem ga igral skoraj vsak dan v različnih zasedbah, v predstavah, etc., se mi je spet, ampak se mi je spet približal klarinet. To je bila zelo lepa, mislim, ker večino komponistov, žal je en izmed komponistov zbolel vmes, Marjan Šernec se je mogel odpovedati sodelovanju, se pravi, Nina je poklicala naju kot avtor in potem kot izvajalce in potem skladatelje Milka Gazarja, Bojana Šalič-Podešva, Uroša Rojka pa Žiga Staniča, ki so pisali poseben za najin duo. Tako da zame je bilo to, mislim, perfektna priložnost, da se prst namorita, in da se spet, da malo prikličem spet v spomin te tehnike, pač, ki jih poznam, ki sem jih študiral, kakšne nove tudi, ker so tudi tako napisane in da mogoče še dam kaj sebe not. In za čuda, komponisti so ustvarjali, vsak je ustvaril svojo kompozicijo, brez da bi se vmes med procesom pisanja s komorkoli, karkoli dogovarjal. Ampak na koncu, ko sem to izvedla, je bilo vse nekako tako povezano, kada bi se oni usedli za okroglo mizo in bi rekli, da bomo naredili nekam v to smer. Pa se niso nič dogovarjali. Oni niso vmesli, ampak je tako, da je bilo, ne vem, so bili ta prave luna, ta prave planeti, ne vem. Sem zelo hvaležen za to izkušnjo in ja, je bil velik izziv.
Najlepša hvala, Boštjan. Mi dajo signale iz 3 različnih kotov, 30, 60, 90, ne moramo zaključiti. Jaz bi se z vsemi vami pogovarjala res 2 uri. Vabim na koncerte in branju knjig in prevodov in da sledite, kaj dela duo Krušec in Vid. In vabim na gledališke predstave, kjer Mitja dela čudovito glasbo k branju Mojčinih romanov. Nina, zate sem že rekla, čestitam še enkrat. In Boštjanu, ki je itak showman non plus ultra. Hvala lepa, da ste nas poslušali, vi, da ste me prenašali in se vidimo kmalu oziroma v predverju. Zdaj pa vabim samo še gospoda župana Trilarja, da še neko malenkost sporoči nagrajencem. Patricija Veliček. Glede na to, da je pozna ura, ne bom nič govoril, bom dal samo darila.